V rubriko Glas ljudstva nam je tokrat pisala Nada, ki jo v teh deževnih dneh iz nekega razloga zanima, kateri okus sladoleda izbrati ob taki veliki ponudbi sladoledarja. Ker mi o sladoledu vemo toliko kot Urad za preprečevanje pranja denarja o bančnih računih Slovencev, se pravi, preverili smo res vse, bomo odgovor v izogib težavam vseeno raje prepustili strokovnjakoma, ki pri podajanju mnenj nimata težav. Nadji odgovarjata Igor in Bojan. No, in tako se zadnjič sprehajam po mestu pred sladoledarjem in gledam to veliko ponudbo in se vprašam, kateri okus sladoleda sploh izbrati, kateri je pravi. Jaz o okusih sicer ne vem prav veliko, ampak lahko pa povem, da Pahor vedno je samo vaniljo. No, to je pa zanimivo. Enkrat sem že mislil, da sem ga ujel, kako je štatelo, ampak sem potem slikal zadevo, napisal sem člankov, napisal potem se, pa je izkazalo, da gre v bistvu za madagaskarsko vaniljo, skočki vanilje. Ampak pač to je, bom rekel, novinarstvo. To je novinarstvo, včasih imaš prav, včasih pač kot to je. No, to je žal danes normalno, da ljudje pričakujejo, da boš za vsako napako plačal in da moraš kot novinar vse preveriti. Ja, to je, bom rekel, oblika pritiska, tako kot recimo to, da dobiš za 3 kepce sladkih hune zraven. Ko v resnici nočeš ne toliko sladoleda, nočeš ne toliko huneta, tega sladkega huneta, ampak potem se ti vedno zdi to, bom rekel, en tak dober deal, ne dober deal. In tu ljudje pač pademo na to foro, tu sam padem na to foro, hočem preveč sladoleda, hočem preveč tega sladkega huneta in to so te metode, bom rekel, iz prejšnjih časov prejšnjega režima. Ja, točno tako. Jaz si itak dam sladoled vedno v lonček, če ne se popackam, ti ram, ti dam, ti tam. Ja, jaz si to povedal, nekaj pravi moški si da v sladoled vedno v lonček, to je jasno. In pa nikoli ne veš, konec koncev, kdaj liže sladoled in potem naredi kdo fotko, Photoshop in manipulacija, to je danes normalno in to danes ljudje počnejo. In kakokoli, če pa obrneš, pravi moški vedno je čokolado. Samo čokolado? Kaj pa recimo jagodo? Ne, nikako. Vse rdeče sladolede dela direktno v Murglah. To so preverjene informacije, to je znano dejstvo, se pravi, jagoda, malina, višnja, češča, tudi, recimo, tutti frutti narejen posebej z namenom, da zaveda mlade, ki ne razumejo italijansko, seveda, zanimivo, imajo nekateri sladoledarji, sem opazil, celo napis gelato, ki po italijansko pa še pomeni sladoled, ampak ljudje še vedno tega ne spregledajo, to je žalostno, Neverjetno, kljub vsem dokazom, pa vendar, kaj pa ti novi okusi, ki so zdaj tako popularni, recimo orehova potica, pehtran, mačal, karkoli to že je. Ja, seveda, to so okusi, ki so možni samo v Ljubljani, ker je največja koncentracija volivcev levice, po moji teoriji, po tisto, kar jaz vem, to je samo oni. No, to je kar drzna trditev. Ne, nikako. Poglejte, tako je vprašal, A imaš še mogoče kakšnega kolega, ki je te okus? Ne. A imaš še kolega, ki voli levico? Ja, jaz upam, da ne. To še tako, zadeva je kristalno jasna, resnica, veliko komentarjev še bolj, To si me pa prepričal, krajši oglasi, potem pa ostaja samo še eno pravo vprašanje, okus modro nebo, ali je res narejen iz smrkcev. Kdor se ne naroči obžalovanje dejanja, da izbriše.